najboljši? Kako ga nabijate zdaj? Kdo je bil najboljši? Ja, kaj te vali? Kaj je povedal? Lepo zdrav, lepo dober večer. Zaključujem sestanek predsednikov parlamentarnih strank in vodij poslanskih skupin. Posebno kratko glede prve točke je ugotovitev, da v tem trenutku ne obstaja dvotretjinska večina, ki bi zagotavljala zagotovo sprejetje oziroma vpis zlatega fiskalnega pravila v ustavo. Takšno stanje se je itak že nakazovalo glede na dogajanje ob dosedanji proceduri, ko je ustavna komisija sprejemala dosedanje korake in pač ni nobeno presenečenje, zdaj po moji oceni razmere, ki nastajajo v našem ožjem znanem okolju v Evropi in sicer in ki napovedujejo močne ohladitve, bo seveda vplivalo tudi na to, da bo marsikdo spremenil svoje stališče glede tega vprašanja v prihodnje, ampak s tem se v tem trenutku nima smisla ukvarjati. Tudi nismo s tem izgubljali veliko časa. Večina debat je bilo v zvezi z, mislim, da je že tretjič obnovljeno idejo, da se spremeni referendumska zakonodaja, tudi status referenduma v slovenski ustavi, tako da se iz možnosti odločanja na referendumu izvzamejo zakoni, ki neposredno vplivajo na izvrševanje proračuna ali zakoni o izrednih ukrepih in ratificiranih mednarodnih pogodbah. V zvezi s tem po današnjem sestanku zaenkrat obstaja pravzaprav ne samo dvotretjinska večina, ampak strinjanje vseh, ki so danes sodelovali na tem sestanku, in bo postopek v zvezi s tem stekel naprej. Obstaja tudi soglasje o tem, da se referendum o sprejetih zakonih oziroma da referendum o sprejetih zakonih lahko razpiše samo Državni zbor z večino svojih glasov, če želi dodatno legitimnost temu, kar je sprejel, in mora razpisati, Državni zbor mora razpisati referendum, če to zahteva 40.000 volivcev. Možnosti, ki so doslej obstajale oziroma ki danes obstajajo, da referendum zahteva tudi 30 poslancev ali Državni svet, pa bi se v prihodnje brisale. Različna mnenja so o tem, ali se v te spremembe uvede tudi kvorum, ki je potreben za to, da oziroma število volivcev, odstotek volivcev, ki je potreben za to, da, mislim, da glede udeležbe, ki je pač potrebno za to, da je nek referendum veljaven. Tukaj so pa seveda predlogi različni od 0 do 40 odstotkov. Za nadaljevanje bo ustavna komisija oziroma bodo strokovnjaki pač pripravili neko rešitev, po katero bi bilo možno doseči dvotretjinsko soglasje. Bila izražena načelno pripravljenost, da se grejo v to smer, tako tisti, ki niso za kvorum, kot tisti, ki so za 40 odstotni. Se pravi, zelo visok prag so za fleksibilen pristop, tako da tukaj obstaja možnost, da se stališče uskladijo oziroma da se doseže dvotretjinska večina tudi v zvezi s tem vprašanjem. So tudi pobude glede enega referendumskega dne, kot so že bile, v zvezi s tem ni kakšnih večjih pomislekov, tudi večje razprave ni bilo, so predlogi, da se v izvzem iz referendumskega odločanja neposredno zapišejo tudi vse tiste rešitve oziroma dodatno zaščitijo z onemogočanjem referenduma vse tiste rešitve, ki bi eventualno omejevalo človekove pravice in svoboščine. Takšna rešitev de facto že obstaja v možnosti ustavne presoje v tem trenutku in v zvezi s tem, če bi to še eksplicitno zapisalo v zakon, seveda to nič ne spreminja, tudi nihče ni temu nasprotoval. To je na kratko pač povzetek tega dogovora. Mene veseli, da je na tem sestanku ob koncu, ko je razprava nanesla na to problematiko, prišlo do izraza tudi
pravzaprav enotno stališče vseh parlamentarnih strank, da konkretna referendumska pobuda za zadržanje zakona o uravnoteženju javnih financ pač ni na mestu, da ustavlja celotno državo. Izraženo je bilo upanje, da je tukaj prišlo do umika te pobude, do uskladitve. Problem ni toliko sam referendum, za katerega smo seveda prepričani, da bi zakon potrdil. Problem je sama časovna dinamika procedure, ki bi pravzaprav ne glede na izid referenduma izničila večino teh ukrepov oziroma učinkov teh ukrepov za letošnje leto. Po naši zakonodaji namreč v poletnih mesecih referendumske aktivnosti ne tečejo, ni referendumov, roki bi padli na jesen, kar bi bistveno skrajšalo učinke zakona in bi pravzaprav za letošnje leto nič ne ostalo, kar pomeni, da bi ne glede na izid referenduma jeseni prišli v zelo resno javno finančno krizo. In jaz apeliram na tiste, ki so te podpise vložili, da še enkrat resno premislijo in da pač tega ne počnejo, ker gre enostavno za časovno zanko, ki se je Slovenija v tem trenutku, ko se tudi zunanje evropsko okolje bistveno slabša z temi zadnjimi dogodki, enostavno ne more privoščiti. Bi lahko to samo po sebi predstavljalo usoden udarec za stanje, v katerem Slovenija je. Situacija je izjemno resna, zato me veseli, da je tudi na tem sestanku pravzaprav to stališče vseh parlamentarnih strank in poslanskih skupin. Bo vlada premislila o ustavni presoji te referendumske pobude te skupine volivcev oziroma dveh sindikatov, ki se skrivate za njo? Kolikor sem obveščen, je bil danes dopoldan že usklajen termin za pogovor, za usklajevanje med vladnimi pogajalci in obema policijskima sindikatoma. Do vložitve te pobude je prišlo potem, ko je bil ta termin za pogajanje že usklajen. To se mi zdi nekako nerazumljivo, vendar pač ne poznam vseh okoliščin, tega tudi ne bi želel globlje komentirati. Jaz pričakujem, da se bo jutri na teh pogajanjih nekatere stvari razčistilo in da bodo ti podpisi umaknjeni. Vlada tukaj nima možnosti, da bi se separatno s policijskimi sindikati izpogajala karkoli izven teh okvirov, v okviru katerih smo se dogovorili z praktično vsemi ostalimi sindikati. Ker bi to porušilo tisti dogovor, ki predstavlja večinski, daleč večinski dogovor, na osnovi katerega je bil tudi sprejet zakon o uravnoteženju javnih financ. Ker bi to seveda povzročilo nesorazmerje, ki jih ostali sindikati ne bi tolerirali, tako da upam, da razumete, da tukaj vlada nima veliko manevrskega prostora. Lahko se pogajamo v zvezi s specifičnimi zahtevami, ki se nanašajo na policijsko delo in na tisto, kar ni del splošnega plačnega sistema in vsega tistega, kar je zdaj usklajeno z socialnimi partnerji. Ne mora se pa vlada pogajati o tem, da enemu delu javnega sektorja poveča plače za 20%, ko smo se z vsemi drugimi dogovorili, da se plače znižajo za 8%. Tako da jaz osebno moram reči, da ne razumem motiva, zaradi katerega so bili ti podpisi potem, ko smo zadeve uskladili vloženi. In kot rečeno, računamo na to, da bo ta pobuda umaknjena. Posledice za državo, kolikor bi dejansko prišlo do zbiranja podpisov in do preložitve veljavitve tega paketa na jesen, bi bile neizmerljive. V tem trenutku se enostavno možno računati na tako veliko škodo, da enostavno ni možno izračunati. In dejansko je bil absurd, da tisti, ki so tukaj zato, da varujejo to državo, ki so sodelovali pri nastanku te države, ki imajo odločilno vlogo iz tistih časov in zelo pozitivni rekord ves ta čas slovenske osamosvojitve, zdaj to državo ustavljajo. Nikjer se to še ni zgodilo in bil res absurd, če bi v Sloveniji do tega prišlo. Tako da je še vedno upam, da gre za nek nesporazum
in da to vse skupaj ne bo bistveno zavleklo uveljavitve tega zakona. Vlada nima kaj početi z rebalansom proračuna, čeprav tehnično sprejet in bo uveljavljen, ne glede na te podpise, ker pač ta rebalans nima realno osnovo. Če se ta zakon ne uveljavi, bodo stroški tekli na podlagi obstoječih zakonov nespremenjeni 1. julija. Preneha veljati tudi začasni interventni zakon, ki je bil sprejet pred koncem lanskega leta, kar še dodatno poveča pritisk na proračun, da te pravice bodo seveda zakonsko zagotovljene, bo potrebno izplačevati, kar pomeni, da vsega ostalega dela proračuna ne bo možno realizirati in da bo nekje pozno jesen zmanjkalo sredstev za vse. Zaradi tega situacija je izjemno resna in še enkrat, meni niso znani motivi, zaradi katerih je nekdo po vseh teh naporih in pogajanjih in usklajevanju in velikem popuščanju vlade šel v ustavljanje tega procesa. Prvič po dolgem času so pribitki na slovenske obveznice, rekel pod italijanskimi, ta novica danes lahko te trende ponovno obrne v negativno smer in škoda že nastaja. Hvala lepa.